Spoštovane, dober večer, dobrodošli na našem večeru, ki ga bomo sooblikovali skupaj z našim dragim prijateljem muzeja, našim izjemnim regionalcem, bomo rekli, ker si ga moramo lastiti po celotnem Posavju, tako kot pač si naš muzej ne lasti Posavja, ampak želi delovati čim bolj široko, čim bolj skrbeti za dediščino Posavja, pa seveda potem tudi se ne ustavljati na mejah, ampak iti široko v svet. Tako nekako lahko pozdravimo dragega dr. Milana Jazbeca, ampak preden bova sedla, pa bomo najprej poslušali učenka osnovne šole Artiče, osnovne šole, v katero je hodil tudi Milan Jazbec, in sicer Berino Kurspahič. Njena umetnost je povezana s tem inštrumentom, s klavirjem. Imamo Bachovo skladbo, dva plesna menueta in tudi tukaj z nami je njena mentorica Karolina Vegel-Stopar. Ampak seveda pozdravimo Berino Kurspahič, prosim. Najlepša hvala za ta uvod v pogovor, ki je pred nami, pred vami. Nekako mi je doletela ta čast, da bom skušala povezati te nitke oziroma tisti, ki poznate Milana dobro, veste, da mu beseda izjemno dobro teče in da imam jaz danes zelo težko nalogo, tako da mogoče, če bo kakšna stvar malo hecna, ne zameriti, ker sem vznemirjena, sem v pričakovanju, da bom skušala voditi ta večer tako, da boste slišali veliko novega, ker vem, da je kar nekaj Milanovih sošolcev tukaj, pa kakšna tudi profesorica in tako naprej, da ste tukaj tudi njegovi prijatelji in da mogoče kakšna stvar bo manj nova, pa verjamem, da bo pa veliko res takih, ki vas bo navdihnilo tudi za potem, ko bomo mi dva prenehala s pogovorom, da boste se tudi vi naprej pogovarjali. Ampak ta uvod je seveda pomemben zato, da lahko z aplavzom pozdravimo Milana Jazbeca in da ga povabim tukaj na ta replike baročnih stolov, recimo, če smo že začeli z baročno glasbo. Dobrodošel, Milan. Tako, jaz verjamem, da jo boste slišali.
Sama prireditev se tudi snema, tako da boste lahko potem tudi še poslušali, če kaj ne boste slišali. Mi da se bova trudila ne govoriti na glas, če bo kaj narobe, boste povedali, saj smo v tej okrogli sobi, v našem stolpu, v malem auditoriju, kjer v bistvu ta naša beseda teče, ne, da, ker nisva midva niti v ospredju, ampak sva del tega kroga. Torej, Milan, jaz imam srečo, da ga lahko tikam, ne, tako da danes ne morem vikati, ker se pač že nekaj let tikava. To je bila ena taka posebna prilika, ko je pač me spodbudil, da ga lahko tikam. Seveda je bilo meni to izjemno težko, ne, ker pač vem, da si res svetovljan, da pač si bil na različnih poteh, da so tvoje reference, ki recimo, če gledamo Cobiss, obsegajo več kot 700 enot, presegajo mojih nekaj čez 400 že, ne? Zdaj sem tudi jaz že boljša. In da v bistvu te poti, ki se pač križajo, vsake toliko časa se malo tudi najine prekrižajo in sem res vesela in hvaležna, da je temu tako. In da po pogovoru, ki sva ga imela 5.6.2017 v naši zrcalni sobi, tam poročni sobi, da je ta februar spet namenjen enemu takemu lepemu večeru. Ampak zdaj pa res sem že preveč govorila. Prosim, Milan. Ja, hvala lepa. Lepo zdrav vsem skupaj, dober večer. Mečken sem hripal, ker sem si noč vkihal kot maček in z nosom je teklo kot dojenčko, ampak sem prišel k sebi. Seveda čast je moja, Alenka, ne, se to vsi veste in sem zelo vesel. V domačih krajih je vedno lepo biti. Če si skozi doma, pa tudi kadar prihajaš, takrat pa še bolj. No, taki pogovori so ena posebna priložnost, nekaj čist posebnega, omenila si sošolke, sošolce, učitelje. Taki pogovori so edina priložnost v mojem življenju, da imam lahko sabo plonk cegel. In se za tega noben ne zmrduje in za tega noben ne reče, da bom dobil slabšo oceno. Malo se heca, malo pa tudi zares. Ja, zanimivo je gledati, ne, kako človek odide od doma v svet. Jaz nisem imel nikoli namenil, da bom šel v beli svet, kot se temu reče. To se je v veliki meri zgodilo, se je potem tako pokazalo, da je to beli svet, velik svet in tako naprej. Moram seveda reči, ne, kar vedno povem, kar vedno poudarjam, da brez ene jasne opore na domače kraje, človek po moje se ne znajde v belem svetu, pa je čisto vseeno, ali greš preko Karavanke ali preko Sotla ali pa na drugo stran sveta. In seveda domač kraj, moraš ga sabo nositi, mora biti del tebe, ne samo da ga imaš v žepu ali pa v srcu ali pa kje drugje, mora biti del človekove osebnosti, identitete in potem je seveda to en večen vir navdiha, spodbude, veselja, radosti, spomina, tudi opomina kdaj pa kdaj. S časoma, ne, ko minevajo desetletja, pa recimo, ko se razdalje večajo, to je zanimivo, pa prehaja, se mi zdi en del tega, kar je domač kraj, tudi neke vrste privid. Nečkim zgublja stik, tudi domač kraj se spreminja, ni več tako, kot je bil, se kakšne stvari teže spomniš in je potem neke vrste privid in za tega ni nič manj pomemben, močan in prisoten. In se mi zdi, če tako človek gleda na tisto, kar dela in počne, ko si z doma ali pa ko se vseliš, je potem vse drugače, ena drugačna prizma, ena drugačna kamera obskura, če lahko tako rečem, ne? In tudi modrosti življenjske so verjetno drugačne. Ja, ni pa privid vse to, kar je nastalo, ne? Vseh teh letih tvojega izjemnega življenja, ker v bistvu danes sva nekako želela počastiti tvojo publicistično dejavnost oziroma to, da si pisatelj, da si pesnik, da si publicist in da v bistvu je izšla letos že 80. knjiga in jaz sem izbrskala, kaj sva rekla, spet leta 2017, jih je bilo 39 in sicer prevedenih v 7 jezikov. To se pravi, 6 let in pol kasneje je 80 knjig, 16 jezikov, ne? Tako da knjiga je zdaj neke vrste tisto, kar te okupira,
In malo si omenjal te korenine. Meni se je zdelo zelo lepo, ko sva se dogovorila za ta pogovor v mesecu februarju, tudi zato, ker lahko še to malo poveževa, da je letos 440 let od izida prvega prevoda Biblije, da je 440 let od izida tudi slovnice, ne, zimskih uric, da v bistvu smo čisto blizu, kjer se je rodil prvi prevajalec zimskih uric, Jože Toporišič. Letos bo 10 let od njegove smrti, no niso vedno samo pač take rojstne obletnice. In da v bistvu lahko seveda midva, sej ne bova zdaj povezovala z Biblijo pa z slovnico, ampak brez v bistvu teh, ne, bi najbrž ti pisal v kakšnem drugem jeziku. Pa si že tako, ali pa sploh ne bi pisal. Ne bi niče pisal, ne. Veš tole, kar praviš, ne, mi se, jaz mislim, velikokrat premalo zavedamo, torej ti naši kraji, sem teh par podatkov, ki sem vedela, to je vtkano v samo bistvo slovenstva. Slovenstva brez tega ne bi bilo, brez Dalmatina, brez Bohoriča, brez Krelja, brez Toporičiča, brez Peteršnika in tako dalje. Ne. Torej, tudi Valvazor ni daleč od naših krajev hodil, bival, ne, čeprav se je ukvarjal slavo Vojvodine Krajinske, se je blizu. To je za slovenstvo izjemnega pomena. Ne, in ko človek tako gleda besedo, knjigo, ne, potem vidimo, da je v bistvu slovenstvo ena velika knjiga. Slovenstvo je ena velika knjiga, če bi še mečken mistično rekel, da se ne spomnim, čigava izjava je ta, ampak se v končni fazi tudi ni tako pomembno. Ne vem, je bil Brecht, ali kdo je bil, nebesa si predstavljam kot veliko knjižnico. Ne. Slovenstvo je ena velika knjižnica. Jurij Dalmatin, ne, ki je, mi rečemo, da je prevedel Biblijo v slovenski jezik, ampak približno tretjino izrazov je slovenskih, jih se mora razmisliti, ki jih ni bilo. Ne? To je bilo avtorsko delo, to ni bil samo prevod. Pa nekaj druga, recimo, še kar je še posebej osupljivo, ne? Sem hotel reči fascinantno, osupljivo. Jurij Dalmatin je imel v tisti časi v svoji knjižnici približno 250 knjig. To je za današnje pojme, jaz ne vem koliko, 25 000 bi jih moral imeti, ali koliko, ne vem, kolikrat več. Ne? In to je vse del nas. Ne? In seveda, brez tega nas ne bi bilo. Tudi mojih knjig, ne? To je, mislim, da je sigurno bi se drugače obrnilo, bi drugače šlo. Ne? Zdaj, dejstvo, da so pol stoletja po tistem, več ali manj vse tiste knjige bile sežgane, ne? Skurjene, setrebljane, to so nihanja v zgodovini človeštva in seveda, ko se zgodovina meri v 100 leti, so ta nihanja pač pridejo in grejo. Ne? V konkretnem trenutku niso seveda so uničujoči, ampak to pridejo in grejo. Jaz mislim, da tudi ta trend, to neko navduševanje nad tako imenovano umetno inteligenco, nad TikTokom in nad branjem knjig v digitalni obliki, to veliko navdušenje bo minilo počasi in bo pač ostalo do neke mere. Kot bodo knjige vedno ostale v taki obliki. Sigurno ne bodo kot take izginile, ker to ni mogoče, to je del nas. Ne. Seveda, zdaj, če pa tako pogledamo včasih, recimo, ne, ko sem prišel v Brežiško knjižnico kot še mladenič nisem bil, še mlajši sem bil, ne. Torej, to je bilo osuplo, sem gledal tiste neštete police knjig in seveda, če bi predolgo tisti gledal, bi se mi zmešalo toliko knjig. Ne bi bilo, da katero ne vzamem v roke, ne. Ampak ta čarovnija, ta magija knjig je tukaj in bo ostala zavedno. Ne? Ja, zdaj bi pa vseeno malo se dotaknila tvojega poklicnega življenja. Te črtice so izmišljene, ne, pravi tukaj diplomati v novih oblačilih, tudi na zadnjih knjig. Čeprav Parklič temu oporeka. Parklič oporeka, ja. Ampak prebiranje je pa zelo zanimivo. Skoraj bi lahko imela na vsaki tretji strani kakšen opomnik, ampak nisem hotela priti s vsemi temi listki. Gre, recimo, ko govoriš o branju depeš, ne, pisanju depeš, o vsem tem težkem bralnem delu, se meni zdelo, pa še polno je drugih stvari, to boste brali, ne bomo zdaj to razkrivala, se mi zdi, da si najbrž ravno zaradi diplomacije in tega, kar je treba skriti, ker si to tako nekako predstavljamo, ne, da je treba več skriti kot odkriti in je treba zelo dobro znati uporabljati ne samo svoj jezik, ampak tudi drugega, da je mogoče iz tega nastala tudi ta tvoja bolj prozna in pesniška dejavnost. Ker v bistvu ne moreš ostati na nekem tem skritem jeziku, moraš vseeno odkriti tudi tiste dele svoje, ki so tako prisotni v tebi, ne vem. Ja, veš, pravzaprav res, ne, jaz sem
Jaz sem dolgo časa razmišljal, imel sem ambicijo napisati roman, ampak sem se vrtel v krogu, ne. Če bi imel rep, bi se ga lahko prijel, ampak ga nimam, ne, je bilo težje, dobiti ravnotežje. Sem iskal eno tematiko, eno snov, ki bi mi legla, ki bi stekla z rokava, ne. No in potem, ko sem oktobra 96 prišel v Štokholm, mi smo takrat iz Štokholma pokrivali 8 držav, Švedska, Norveška, Danska, Finska, Islandija, pa še 3 baltske, Estonija, Latvija, Litva. Ne vas ne čudi, da sem takole zdržal, jaz sem 2-3 mesece se učil na pamet imena držav, zunanje ministre, da ja ne bom kaj zamešal, Bog vari, tudi nisem, ne. No, in takrat, en leto sem bil upravnik poslov, torej sem začasno vodil posla na ambasadi, 10. decembra, ko je podelitev Nobelovih nagrad v mestni hiši v Štokholmu, je bilo 100 let od rojstva Alfreda Nobela, in ko sem jaz tam sedel, tište gledam, je sino si kaj, to je napisal roman o diplomaciji. In potem sem napisal še enega, zdaj pišem 3. Iz tega bo nastala trilogija o diplomaciji, prva pri nas, pa tudi širše, mislim, da. No in potem so začele nastajati pesmi in tele pesmi so tudi tako, kot si ti rekla, ne, da so take v bistvu, ne. Neke vrste depeše diplomatske. Tako da to se te prime, ja, to se te prime in se mi kar fajn zdi, da se me to tako prijelo in je prav tako, ker nenazadnje tudi odpiram nekaj novega, nek nov literarni prostor. Seveda zdaj, da ne bo vse tako strahotno učeno pa mistično zgledalo, v tej zbirki črtico diplomaciji ne poznam takšne knjige na svetu, no, zdaj, da se malo pohvalim, za naš krog. Tudi za krog, se od tukaj izhajam, ne, in tukaj sem. Zdaj, profesor Miroslav Kugler je že davni mrtev, ampak mislim, v prvem letniku gimnazije, ko smo imeli pri njem pri likovnem pouku, nam je dal izdelati seminarske naloge. Jaz sem takrat prvi slišal to, kaj je to seminarska, in sve za tiste sošolce moje, ker civko je bilo mes, tudi Alenka je bila mes med tistimi, ko so imeli doma enciklopedije, je bilo tisto lahko napisati, jaz pa nisem vedel, nisem več imel in bi rad videl tisto moje seminarsko, ampak meni je dal, je rekel, ti boš pa vzel 2 slike od renesančnega slikarja italijanskega, ki se piše Sandro Botticelli, ena je Rojstvo Venere, La nascita di Venera, po italijansko nekako, druga je pa Prispodoba pomladi, Alegorija della primavera. No in tole je detalj iz Prispodobe pomladi, ne. In sem dal naslovnico mojih črtic o diplomaciji, diplomati v novih oblačilih, tudi v spomin na profesora Kuglerja. Poznala sva se iz osnovne šole, ker nas je vrtičar 2 leti učil likovno umetnost, ampak tu not je ena črtica, ko se 2 otroka še hodita v vrtec, na plaži pogovarjata, fantek in punčka, on gradi grad iz peska, ona tam tudi neki paca, ne, in se pogovarjati o tem, kaj je to diplomacija. Sprav, tu zdaj ni samo resne črtice za odrasle, ampak je širok razpon. Ena druga podobna je pa, ko je en diplomat upokojen, ima soseda, enega fanta, starega 5-6 let in se z njim pogovarja o diplomaciji in mu to razlaga. In potem fant enkrat pravi, da je prišel v mesto cirkus in so še tisti cirkus gledati in tam je en velik računalnik in ki se tipko not diplomacija, si lahko videl hišo diplomatov in tako naprej. Ne. Torej to tako nekako poskušam zaobjeti to mojo življenjsko pot, ta moj kredo, kako se temu reče. Ne. Ja, med črticami je tudi nekaj takih, kjer se mi zdi, da pač pokažeš, kako je res težko biti diplomat, ko veliko veš, pa načeloma moraš zelo dobro izbirati, kako boš to povedal. In kako se mi zdi, da v bistvu ta romantična predstava, ne, kako je luštno biti diplomat, ker si pišeš tudi, vsi v lepih hišah, ne, srečuješ lepo oblečene in lepo vzgojene ljudi, a ne da, ampak seveda se vmes zgodi marsikaj. In ker se toliko stvari zgodi, si tudi čutil, da moraš to znanje, ki se je nalagalo, ne, nekako, ali pa vse te izkušnje deliti na teh več načinov. Se pravi, eden je ta tudi zelo profesorski oziroma pedagoški. Tudi en je pa tudi tak, da si skozi to malo olajšaš dušo, ne, ker se malo tudi tega naješ, ne. Zdaj pa, ker smo vsi ljudje, pomeni, da imaš, ne vem, med diplomati, med ambasadori, 10% taki, ki so zoprni, ki jih ne maraš videti, ne, in ki nekaj bluzijo, ki nekaj govorijo, kar tako, ne,
ki pač govorijo in ki so daleč od doma, si lahko to privoščijo, ne, ampak ti si pa z njimi v družbi vsak dan, ne, in to ni lahko prenašati, ne, sploh če te stvari nekaj veš, ne, ampak tam si enak. Torej, na ta način sem si tudi mečkim dal duška, če lahko tako rečem. Meni je pokojni prijatelj Demeter Bitenc, ko sem mu dal za prebrati rokopis, kot se temu reče, tega romana Mavrica iza duše, je prebral, je bil navdušen, še bolj kot jaz, pravzaprav. In mi je rekel, veš kaj, je rekel, dej monopoliziraj diplomacijo, rekel, dej obdeli za vseh možnih strani, ne? Ampak to je tudi po eni strani osebno neka izpovedna, nek ventil, če tako rečem, je pa seveda tudi malo vzgojno, če tako povem, ker seveda o teh rečeh se še vedno premalo ve, tudi ne bo se nikoli dovolj vedlo, kako recimo sprejeme izgledajo pogovori pri ministrih, predsedniki in tako naprej. Tako da to je nekaj zanimivega, sploh pa za nas, ki imamo državo še dobrih 30 let, ko bomo imeli 300, bo to še vedno nek način novo in se še ne bo prijelo. In je vedno nekaj zanimivega in seveda v vsem tem velikem svetu, zdaj diplomati, ko se temu, tudi mislim, da je prva črtica se tako začne, seveda smo elita, ampak kaj to pomeni? Ki predstavljaš državo, svojo državo v državi, kamor si bi poslan, v državi sprejemnici, kot se temu reče, gostiteljici, se pogovarja z najvišjimi predstavniki tiste države. Torej, to je ta krog, v katerem se giblješ. Tako pač je. Ne? Se spomnim, je rekla tajnica v Skopju, je rekla, ti smo ministr greš, pa bi rekla, posluš, ti se baraba kriminalc, je rekel, vse zgolfal. Je rekla, ne morem ga videti. Sem rekel, ja, lahko, ampak on je minister, predstavlja državo, se mora z njim pogovarjati, ne? In tako naprej. Ne? To je, v takih krogih je tudi veliko zabavnih, smešnih, vsakdanjih reči in vsaka malenkost ti prav pride. Ne vem, če sem že za ta krog že povedal. Ko sem v Turčiji bil, tistih 5 let sem pokrival več držav iz Turčije, med njimi tudi Libanon. In seveda v Libanonu je ena izmed 3 najbolj vplivnih družin, se piše, recimo piše Jazbek, ne? Pišejo z Y, pa za C dodajo še K. Ne? Jaz sem to že prej vedel in seveda sem imel vizitko v angleščini, rusini pa v arabščini in sem imel odprte vrata vse posod, ne? Vse posod. In vsi so vedeli, kdo je ambasador Jazbec, oziroma Jazbek, ne? In vsi so vedeli, da je tam ena Slovenija, ne? Ki je sicer nikjer nič ni, je pa zelo podobna Libanonu in veliko skupnih točk. Torej, jaz sem v tistih 5 letih bil sprejet pri zunanjem ministru, mislim, 3-4 so se zamenjali, karkoli sem si zahotel, večkrat kot vsi ostali veleposlaniki, ne? No, recimo, nočem politizirati, ampak vsem, da dam še en kontekst, ta veja libanonska, Jazbeci, Jazbeki, ne, to je šiitska veja in tudi vplivni že v Hezbolahu se Jazbek pišejo. Ne. Jazbec, veleposlanik po arabsko je Safir, ne, drag kamen, seveda se mi fajn zdelo, ko sem to slišal, kaj da ne, malo nečim pa že moraš biti, ne. In enkrat, Bejrut je, Libanon je tako država, ki je potegnjena ob morju, ne, 20 km je široka, pa so gore in je vse skupaj tako. Zdaj imaš Bejrut in skozi Bejrut moraš iti prišti na letališče. In ta jugozahodni del Bejruta, skozi katerega se peleš na letališče, imajo pod kontrolo Šiti. In vsak petek od 12 imajo mašo, včasih se tudi vodja Hezbolaha šejk Nasr Allah prikaže tam in ki v živo pove, ne. In v tistem delu Bejruta je vedno prometni kaos v petek popoldne. In če hočeš priti na letalo za Istanbul iz Bejruta, moraš iti tam skozi okoli 11:30. Drugič, tretjič, ko me je šofer peljal skozi, mlad poba je bil, ni bil vajen tega in seveda vse poslušali, tisti s kalašnikom in take brade dolge, če bi bil 30 let mlajši, bi lahko zraven postavil, ne. Sošolci se me spomnijo. In pridemo v eno ulico in ga tist bradat ni naprej pustil tega šoferja in se začela tam nekaj se prepirati in nekako mu je tale fant mlad, ne če mi je 17 let dopovedal in sva šla naprej. In smo prišli do naslednje ulice in se videli, da ne bo nikamor šlo, ker ni bilo do mene možnosti, ker se je videlo, kako ta gestikulira, ne, s tistom, ne vem, kaj je imel, kalašnikov, kaj je v rokah imel, ne. Jaz to vzad sedim, poslušam, ona vas se tam prepirate ob odprtem oknu in potem mi nekaj se prikaže, mi Marija prikaže, nekaj, se nagne naprej, pa rečem Safir Jazbek. In tistle bradati, ko to sliš, spusti na tla mitraljez, salutira, mi se odpeljemo. Nikjer nobenega več ni bilo, kot da se peljemo po avtocesti tule bim Brežic, ne. In potem, ko smo se pripeljali z mesta ven, je tale fant zapeljal Mercedes na
pločnik se naslonil na volan, pa je 3 minute govoril, Safir Jazbek, čisti bil iz sebe preplašen, ne? Ampak je ratalo. Zdaj, jaz sem to popolnoma spontano naredil in sem potem razmišljal, kaj bi lahko se zgodilo. Tale, ne, gospod Kalašnikov lahko mislil, da gre za provokacijo in bi naj tam pobil, postrelil naj bi. Torej, kaj se ti vse dogaja v tem diplomatskem življenju, ne? Moram reči, v Siriji sem predal kreditive v drugi polovici meseca januarja 2011. Potem smo se dogovorili, da bom čez par mesecev prišel še na obisk, ne v tisto rundo obisko predsednik države, vlade in tako naprej. Do tistega ni prišlo, ker je 15. marca so izbruhnile demonstracije in potem nisem nikoli več bil tam, ampak samo enkrat sem bil tam in mi je bilo takoj sem začutil, kako je ta država avtokratska, kako se moraš paziti, ne? Ampak kako pa, če si pa diplomat, si pa dejansko nedotakljiv. Ne? In to je pa zdaj drug ekstrem tega poklica. Ne? V glavo ti stopi zlahka. To, če si najbolj na realnih tleh, ko te vsi tam nagovarjajo, se ti klanjajo in tako naprej, to se te zlahka prime. Torej, moraš nekaj zraven početi, da te ne odnese. Ne? Recimo, ko smo prišla z namestnico, ko sem prišel predajati kreditive v Sirijo, polnoči je letalo prestalo, izstopim ven iz tistega letala in praviloma bi te moral čakati 6 protokola, ne gospod protokola, 2-3 je te odpeljijo. Nikjer nobenega, prazno letališče, 2-3 sem nekaj po angleško slišal, da nič ni razumel in prima tam do tistega information desk, ne, torej tisti prostor, kjer prižgeš za informacije, vprašati en tip, tam je naveličan, gleda okoli in ga nekaj po angleško sprašujem, tudi pogledal me ni, ne? In potem sem mu rekel, Safir Slovenija, skoče je po koncu in z tistega trenutka eni za vogala preteko in smo šli naprej, ne? Torej, če bi tam lepo se držal, pa bi v ljudi nič ne bi bilo, ne bi lahko nazaj domov šel, ne? Torej, moraš biti zelo prilagodljiv, moraš se znati v teh situacijah, hkrati pa moraš seveda biti v razponu si med najvišjim človekom državi, pa med najbolj preprostimi, ki jih to vse skupaj nič ne briga. Ne? Ja, in včasih si vzeti tudi kakšno minuto za počitek, ne da? In za kakšen premor. Se mi zdi, da je zdaj ravno pravi čas, da po tem živahnem predstavitvi, kako vse to poteka in ko smo čutili to nevarnost, predvsem Milena, ne, sestra, se je mogoče spomnila kakšnih trenutkov, ko je skrbelo, pa mamo in tako naprej, ne, ker vseeno imamo tak dostop do informacij, da vemo, kadar ste kje. Pa da rad zgleda v mediji, kot je v resnici. Kot je v resnici. Ja, tudi seveda. Je lepše v medijih. Ali pa bolj grozno, ne? Ali pa bolj grozno. Če lahko, ko sem šel dajati kreditive v Libanon, mi je rekla sošolka z Maribora, njena Ferluga, celo življenje je bila novinarka, zelo resna, ne, vse vedela, poznala, ne. Rekla, v Libanon greš, pa tam je vojna, te bodo ustrelili. Kakšna vojna? Še zdaj ni vojne, ne. Torej, kakšna je ta predstava, ne veš, ne. Hkrati pa verjame vsemu, kar je v medijih. To je neka... No, in zdaj zgodba je bila tudi taka, da bi te lahko tudi ustrelili. Tudi lahko, ja, seveda. Ja, tudi. Ampak bomo pa zdaj prisluhnili dvema mladima glasbenikama, že srednješolcema. Martin Urek, kitarist, ki obiskuje srednjo šolo, tehnično gimnazijo v Krškem, si tudi s Krškem močno povezan, in Katarina Petrič, ki pa obiskuje gimnazijo Brežice, se pravi, ona je pa naša violinistka. Mentorica Svetlana Mulc že pripravlja prizorišče, mi da bomo malo tako se presedla. Drug mentor je tudi Tomislav Vrandečič. Skladba je pa delo Paganinija, ena sonata krasna, ki smo jo poslušali v Viteški dvorani konec januarja, danes bo pa tudi odlično zagotovo zvenela v našem malem auditoriju. Torej Katarina Petrič in Martin Urek.
Najlepša hvala. Ta skladba se mi zdi, da vseeno nas pa malo popelje v preteklost, ne da, v ta čas, ko si ga preživljal kot otrok, ampak pa potem seveda ves čas ostal povezan s svojimi kraji, svojo majhno vasjo Pohanco, s kateri si želel tudi s svojim znanjem, svojimi veščinami, svojimi prizadevanji postaviti neke vrste spet knjižni spomenik, če tako vzamemo, pa potem seveda z osnovno šolo Rtišče, tudi z osnovno šolo Brežice in pa tudi z našim muzejem. Zelo smo ti hvaležni, ker ta del sveta si nekako en del tega svojega sveta podaril tudi nam. Tako da za nama je ta majhen izbor daril, ki jih je Milan Jazec podaril muzeju že kar nekaj časa nazaj. 20 let, tako, ja, nisem hotela tako da. 46 je teh predmetov. Jaz sem pa v bistvu izbrala te nekako najbolj raznolike, no, tako da boste videli, kaj vse so raznoliki predmeti, ki si jih pridobil na z različnimi obiski oziroma nekaj so prišli k tebi, nekaj si bil ti drugje, no, in tudi kaže to pestrost tvojega življenja po svetu. Zdaj zadnjega obdobja nič nimamo, a ne da to zdaj več te ne dogaja, ne dobivaš več daril ali nedolžno romantično vprašanje. Ja, odgovor bom s Prešernom v elegiji svojim rojakom, ko pravi, da je krajnice ne žuga ni mar kot denar, pravi, kar ti bereš, kar ti pišeš, mora dati gotov denar, prodajam jih, ne. No, ta darila, izbor teh daril je iz tistih 4 let, ko sem bil državni sekretar na Ministrstvu za obrambo. Imam pa seveda doma, v stanovanju, v kleti, Bog ve kje vse, še ogromno daril, ki sem jih iz Turčije prinesel, to so velika darila, velike vaze, tako da jih bo treba nekam djati, enkrat, ko te ne bo službi, bom pa nesel, sem pa dal, tudi iz Makedonije, pa zlasti iz Turčije. Turki so obsedeni z gostoljubjem, s tem, da to kažejo z darili, z velikimi darili. Enkrat sem bil, ko sem bil v Hataju, to je ta provinca dol na jug proti Libanonu, to je Sirija, to je najbolj prizadev potres tisti pred letom dni. Sem bil v enem hotelu, ki 2 tedna preden so ga odprli, sem bil gost, tisti častni, pa ambasador seveda, in mi je lastnica hotela, ena mlada punca, ne vem, če bo 20 let mlajša od mene, starši so bili pa veliki ribiči, mi je za darilo dala tako ogromno rimsko amforo, ki je oče z mrežo potegnil med ribom vmes, recimo, to je neprecenljivo in tako naprej. Torej, teh daril je še veliko, ko bomo imela čez 5 let ali nekdaj naslednji takšen žur, bomo med darili sedela, no. Bomo prenovili kakšen del gradu, ker imamo še kaj za prenoviti, zato nisem tako želela provocirati, ampak letos praznuje naš muzej 75 let in nekako ves čas poudarjamo, da muzej dela dobro oziroma da ima muzej smisel samo, če pač se v njem vidijo ljudje, ne. Če se skozi predmete v bistvu govorijo zgodbe o ljudeh, ne toliko o stvareh, ampak o tem, kaj lahko to pripoveduje in letošnje leto še bolj posvečamo oziroma namenjamo tudi donatorjem, med katere sodiš tudi ti. Malo nam je sicer težko kakšen predmet umestiti v stalno zbirko, ampak bomo tudi našli kakšen prostor, ne. V tej donaciji kar nekaj različnih plaket, tako da sem res mogoče zbrala te najbolj tudi, kako bi rekla, filmične, ne. Se pravi, tudi najlepše, tudi kakšna je taka, kjer je posvetilo prav tebi, da se res vidi, da je tvoje. Naši restauratorji so tudi lepo se očistili, lepo te predmete pripravili. Podnapisi vam bojo pa povedali podrobnosti, ne bova zdaj midva o tem. Ampak z umetnostjo, z nekimi pač lepimi stvarmi si ves čas zelo povezan, tudi kako izgledajo knjige, ti je zelo pomembno. In jaz sem previdela tvojo prijateljico Jožico Medle, ki je prišla, ja, tako, ki je tudi zaslužna, ja, za eno naslovnico, pa se torej vrneva malo še knjigam, se pravi 80 ko pač berem izdanih, ja. Gre za različne stvari, ne, da bom zdaj to prebrala. Se pravi, gre za
tam, kjer ki si avtor, so avtor, urednik, so prevodi, so ponatisi, ne. In nekako tvoji, tisti, ki predstavljajo to tvoje delo, pravijo, da jih lahko razvrstimo v 5 področji, ne. Se pravi, to znanstveno raziskovalno delo, v literaturo, kjer si pesnik in pisatelj, tudi član Slovenskega pisateljskega društva. Pena, pardon. A zakaj pa Slovenskega pisateljskega nisi? Ne veš, aha. Ker hotela sem dati to analogijo, ne, ker ta grad je tudi povezan z Radoslovom Razlagom, pa potem naše območje z Mencingerjem, pa z še drugimi pisatelji, recimo tudi z Ripšlom, ki so bili ustanovitelji Slovenskega pisateljskega društva. Tako da bomo napisali peticijo danes, da ne vem, kako se to sprejema, se opravičujem. Ja, jaz mislim, da morajo kakšni člani predlagati. Verjetno to, ja, verjetno tako, ja. Dobro, potem seveda pa to, kar domoznanske teme, ki sva jih že omenila, kjer si sodeloval tako šolo, kot z našo drago je doktorico Ivanko Počkar, pa tam je naš dragi Branko, Brečko Branko, tukaj je ene, da, kjer si dal ene take pomembne, pomen tudi seveda izjemno lokalnim zgodbam, zelo majhnim na nek način. V tem, jaz moram reči, da ko si prvič rekel, da so to palimpsesti, sem rekla, kaj se je to nekako izmislil, ampak potem pa, ko vemo res, da smo mi na tej poti iz vzhoda na vzhod, zahoda na vzhod, da smo tukaj že od nekdaj na nek način, ne, je pa to v bistvu res dobro ime, ne. Zakaj si to v bistvu si izbral takrat? Ja, zato, ker se mi zdi, da je palimpsest, tako kot si zdaj rekla, torej to je srednjeveški dokument, na katerega pač niso imeli veliko papirja, pa tistih koš, na katere so to pisali, usnjeno, lepo je urejeno, in so mečkin zbrisali ta stara, pa gor napisan. Seveda, starega nisi mogel do konca nikoli tudi čistiti, pa tudi niso se potrudili, torej dokument, zapis, kjer je več zapisov enega v drugem. To je pa tudi lokalna zgodovina, ne? To se nabirajo obdobja, plasti, eno v druge. Če pogledam zdaj s to mojo rojstno vas Pohancev, v teh, ne vem, 60 letih, še malo več, ko imam spomina, recimo, se je toliko plasti izvrstilo, da se mi včasih zdi, nič več ne vem, recimo, pa ko malo razgrneš, vidiš vse še v spodi, zaznaš neke sledi in vsaka sled ti neko zgodbo pove, sploh recimo, ko so med sabo prepletene pa pomešane, pa vidiš, kako se, kot je rekel Cankar, iz roda v rod, ne, duh išče pot, ne. In seveda vsi prihajamo od nekod in smo del nečesa, ne. Morda je tudi en ta vidik te spodbude umetniške, ko si omenila kolegico Jožico. Jaz sem se odločil pred kakimi pol leta, odkar delam z založbo Kulturni center Maribor, v letu dni smo naredili 7 knjig, sem se odločil, da bom na naslovnice mojih knjig dajal ne več Botticelija pa tuji, ampak domače avtorje. Recimo tule je na moji 80. izdani knjigi Terezija Auersberg iz leta 1850, Svinčnik na papirju, Cesarski tulipan. Razstava je v Mestnem muzeju, ženske slikarke neznane od 1850 do 1950. Torej, da bom načrtno predstavljal, promoviral, kot se temu reče, slovenske slikarke, ženske, ki so manj poznane. No, ampak za to knjigo, ki je nekaj posebnega, tu naslov je Slovenska diplomacija, tu je na skoraj 500 straneh izbranih približno 3/4 tistih prispevkov, ki sem jih napisal o slovenski diplomaciji v teh 30 letih, daleč največ pri nas, pa tudi sicer. Tu je pa Jožica Medle, še enkrat hvala lepa, prispevala svojo sliko, samo 1 milijon nas je. Tu je ljudje, Slovenci, spodaj zgoraj je Prešern, citat iz Prešerne zlice iz himne. Ta sliko je narisala in razstavila ob proglasitvi neodvisnosti 1991, in kjer je to slovenska diplomacija, smo dala to sliko recimo gor. Tako recimo to je ta vidik umetniškega delovanja. Tamle boste videli tudi, je na razstavi tudi knjiga, to so slovensko, torej pesmi 77 odtenkov nežnosti, to je slovensko-švedski prevod, slovensko-nemški prevod je na naslovnici detalji iz slike Ivane Kobilca Poletje. No, to je recimo zanimivo za prevajalko, se piše pa Ivana Kampoš, tudi Ika. Torej, in v tej knjigi
imam zdaj po Jožicini zaslugi pravzaprav, ne, tudi esej Diplomacija in likovna umetnost. Torej, razglabljamo o tem, kako je tudi likovna umetnost uporabna, pomembna za diplomacijo, kot diplomatsko sporočilo, kot diplomatski pripomoček. V diplomatskem delu ti vsaka malenkost prav pride, če jo daš v nek kontekst, zato da ti izstopaš, da ne opraviš svoje delo, da ustvariš nek pristni stik s sogovornikom. No, odlična istočnica, ker sem hotela povedati, kako si nam pomagal pri razstavah Alenke Gerlovič leta 2019 v Makedoniji, ker je v Makedonijo ona zelo rada hodila in smo takrat tudi lepo in sodelovali tako z Nacionalno galerijo Severne Makedonije, ravno se je to zamenjalo. Je bilo prav zanimivo, ker smo bili 1. aprila smo odpirali razstavo in 14 dni prej smo morali vse spremeniti iz Makedonije v Severna Makedonija. Ravno je bil to čas, potem je bilo še v Ilindenu, pa na Ohridu, ne, si omogočil predstavitev te izjemne brežiške umetnice, tako da evo, za naslednjo lahko prideš raziskati ta njen velik fond, ona je tudi naša donatorka, Brežičanka, ne, ki ima tudi krasen fond različnih podobitev, boš lahko kaj izbral. Lahko tole pri Makedoniji nekaj dodam? Ja, si to, sem hotela še na Makedonijo zdaj. Zaključila pa z Makedonijo. Ja, jaz sem, torej, Pohanca je ena izmed 5000 vasi v Sloveniji, je pa en redkih, ki imajo 2 knjigi. Prvo knjigo sva pripravila z Ivanko Počkar, oziroma bo rekel obratno Ivanka in jaz, ker je njenega dela bistveno več. Drugi del sem pa jaz pripravil in je tudi intervju z eno Pohančanko, ki je malo po tistem umrla, Rezika Undorfer. Je bila skozi doma gospodinja, njen mož je pa delal za hidromontažo in sta prepotovala celo Jugoslavijo. Jaz sem intervju delal z njo, ko sem bil na poti v Makedonijo. Ni bilo še sigurno, pa nisem tega povedal. In mi je razlagala, kaj vse sta s Francijem pokojnim doživela in potem je rekla, veš, ne, seveda ona je poznala, ko sem je tako rekla, veš, Milančk, ne, je rekla ambasadorju, ne, da te prizemlji, ne, to je zelo dobro. Je rekla, veš, Francija je bil poslan v Gostivar. Je rekel, pej ti z menoj, je rekel, Rezika, ker mož pa žena morata biti skrb, pa še kuhala ne boš tam vsem, ne, in na vse skupaj laži. Je rekla, veš, Milančk, in smo šli s cugom v Gostivar, kap ti vedel, kje je to daljše na drugi strani sveta, ne? Ni glih toliko, ampak seveda, tiste čase je bilo. Jaz sem pa tiste Gostivar zahajal neštetokrat in tudi po drugih krajih Makedonije. Torej, kako se to z domačimi kraji poveže, ne? Da ne govorim o tem, da sem seveda v Makedoniji Štipu služil vojaški rok, no, celo 2-krat, enkrat so me poslali za neki splet in sedaj, ko sem prišel tam, ko sem povedal to načelniku generalštaba, je skočil po konc, me je objel, sem odpeljal s posebno delegacijo v Štip, tisto kasarno, priglasili so me za častnega občana Štipa, ampak imam doma tako plaketo veliko, vsi časopisi so o tem poročali, ne? Od vojaka je postal ambasador, ne? Od vojnika odstan od ambasadorov, tako nekako. In kaj je bilo zanimivo, ne? Jaz sem, ko sem tiste 4,5 mesece stažiranja odslužil, potem čez let pa pol, so me poslali še enkrat. Tiste je bilo čista manipulacija, ne? Da ne razlagam zdaj. In seveda, ko sem prišel tam, ne, sem bil jezen na cel svet, še najbolj na sebe, pa se skupaj, in seveda se je prišel enkrat nekim strahom, pa tako gledal se skozi z velikimi očmi. In ko sem zdaj takrat prišel, ko sem me peljal z delegacije, je bilo zanimivo, ne, sem malo gledal, kako bo to, malo se mi je čudno zdelo psihološko, ne, tisti nek povratek tam, ne. In ko smo se zapeljali not in ko smo šli po tisti stavbi, šli smo tisto spalnico, kjer smo spali, meni se je vse tako malo zdelo, ne. In bilo čudno, kako to? In sem potem ugotovil, ko sem bil tam, navaden vojak, ne, no, nisem navaden vojak, pa vsem, meni so se vsi nad nami življali, pili in tako naprej, ne, še posebej drugič, ko sem šel, ne. Zdaj sem prišel pa kot velik ambasador, sem prišel skozi velika vrata in je bilo psihološko okolje popolnoma drugačno, ne. Kako je to pomembno za človekovo življenje, ne? No in ena tebi najljubših knjig se mi zdi, da so te skopski pogovori, ne, oziroma to je velika stvar, izmed pomembnih mejnikov. Ja, res je. Seveda zdaj veleposlanik, bom rekel, je tako, ne, plačan za to, da v državi, kjer službuje, da ima čim več intervjujev, čim več se pojaviš v medijih in govoriš o državah, o povezovanju, o svoji državi, delaš reklamo za svojo državo, razvijaš prijateljske odnose. In en novinar makedonskega radija, Sveto Stomenov, me prosil za intervju, oziroma tajnici se je javil in potem sem jaz rekel, tajnici naslednji dan, dej, ne, Sara je ime se še zdaj tam,
Sem rekel, Sara, dej poklič ga, pa sem zmenila. In ga je poklical na mobitel, smo se zmenila in potem po dveh, treh intervjujih rekel, dejmo mi delati serijo intervjujev in potem je rekel, dejmo narediti knjigo. Tule je knjiga. Tam je, v srednjem. Ja, tam je, takole. Ja. Tamle, ja. Je nastala knjiga, skoraj 500 strani, 20 intervjujev, 45-50 minut za Skopski radio. Zanimivo, meni je veliko ljudi, znancev in neznanih, reklo, da so s kakšnim velikim veseljem in pozorno so se te intervjuje poslušali, ne? Zanimivo. Ne? Torej, jaz sem imel v tej knjigi več intervjujev kot vsi ostali ambasadorji tistih nekaj let. Ne? No, še največja zanimivost, anekdota mi je potem pravo, Sveto Stamena smo zdaj velika prijatelja, je rekel, ravno sem prišel v službo, grem z avta ven in mi zazvoni mobitel. In se rečem, ja, in me kliče ambasador, direktno rekel. Sem se strašno mislil, kaj naredim, kako ne rečem, ker seveda ambasadori ne kličejo sami, kličejo tajnice, ne. Ampak sej, včas moraš, kada moraš narediti vtis, pa nekaj, včas pa ni treba ravno, ne. Včas moraš pa tudi sam koga gledati, moraš znati na telefon otipkati, kako in kaj, ne. Tako da, recimo, zanimiva taka anekdota. No, zdaj je ta leta, odkar nisem več v Makedoniji, je nastalo cel kup nekih mojih prispevkov o makedonskih temah, tako da bo konc leta šla na knjiga Makedonski esej, tudi približno tak obseg. Ne. Ampak se pa vračaš v Makedonijo, ne? Tam si našel neke vrste dom oziroma eno tako dobro povezavo. Veliko prijateljev, dobro sem bil sprejet, Makedonija ima neke vibracije pozitivne, izjemne, to se ne da povedati, ne? Res nekaj posebnega, tako da se dobro počutim. Tudi imam tam sem kot predavatelj aktiven na dveh univerzah, tako da se rad odhajam tja in pravzaprav se pravim tako, zakaj bi šel na dopust za en teden na drugo stran sveta, ne? Če grem v Makedonijo, pa se fajn imam, pa se lepo imamo klepetam in je vse skupaj fajn. Ne? Tako da edin imam eno zagato imam, ne smem preveč na glas govoriti, da prihajam, ker potem imam preveč ljudi, s katerimi se moram videti. Ne? Ampak to je res. No. Ampak to je nekaj izjemno lepega, ne? Ja. Tako kot je pred nami tudi nekaj lepega tvoji načrti za naprej, ne? Sva rekla, da boš povedal to danes. Lahko ti poveš, seveda. Jaz lahko povem? Lahko, seveda, ja. Ja. Meni bo rekel, da govorim diplomatsko, te bodo bolj verjeli. Namreč Milan ima tak zanimiv načrt, ko bo star 70 let, ne morajo več iziti 70 knjig, kar jih je že, kar je že čez, ampak jih bo pa 100. Tako da to je zdaj ta napoved za prihodnost. Boš kaj komentiral? Ja, videl sem se včeraj, Marija, kje si tamle si, z Borotom, ne? Boro Dobnikar, ne, Marijin sošolc, bratranc, ne? A veš, da 20 let po koncu, ko smo faks končali, sem zvedel, da je tvoj bratranc, ne? Sploh nismo vedela, ne? No, ja, in se včeraj vidma in rekel, ti imaš neki v muzeju, ne? Sem rekel, ja, kako poveš, ti je Marija povedala? Je rekel, ne vabila me pošilja. In potem sem povedal, zakaj, in potem sem mu tudi rekel za ta načrt. In rekel, dej pobrigi se, ker 2 leta bodo hitro mim. Sem rekel, ja res, ampak se tudi njih imam že veliko, ne. Bi pa veš zdaj, če lahko se vrnem na začetek, tole sem si napisal, kar moram povedati, ne. Sej, malo sem že omenil nekaj, ampak moram povedati, torej, v kaj sem se jaz rodil v tisti pohanci, ne, moji, ne, ali pa naši, ne. Star oče Albin je bil Eisenponar, torej na železnici je krampal, to je najbolj navadno delo na železnici. Od Brestance do Dobove, vsak dan sem povedal, kam bodo šli krampat, ne. 30-35 let. Danes bi se takim skoraj že smejali, zdaj, če mečkim, malo rečem, moderno pa grdo. Kaj je ta moj star oče, star ate sem mu rekel, ne. Naročen je bil na Slovenski poročevalc, potem na Tedensko tribuno, to je nepredstavljivo, na redno letno zbirko Prešernove družbe in na obzornik mesečnik Prešernove družbe. Torej, jaz sem se v ta svet, v teh knjig rodil. To je bil tak blagoslov, da se to ne da povedati. Na vasi, med preprostimi podeželskimi ljudmi, ki so se ukvarjali s kmetijem, da bodo preživeli. On je pa bral, on je pa doma knjige. To je bilo nekaj neverjetnega. Naslednja stvar, mama ni rada knjig brala, ampak je bila načitana in kar naprej razlagala o Prešernu, pa Gregorčiču, pa o Vodniku in kar naprej imela en citat, skozi ga ponavljala. Le ena se želja tebi izpolnila, da v zemlji domači ti truplo leži. To je pa citat iz pesmi, ki je Prešern napisal v spomin Andreja Smoleta. Naprej, oče, ate moj je bil, bi rekel, navaden
podeželski, še kmečki, ne vem, kako bi rekel, delavski otrok, sin, ne, celo življenje je v celuloziji oddelal. Je pa seveda, ki je bil v tovarni papir in celulozije, vsake časa domov prinesel nabalo papirja po celulozije, ki so dobili. Sem je pa papir. In z tega so nastale knjige. Ne. In seveda zdaj sestre, ki ne smem pozabiti, ne, da govorimo o tistem najzgodnejšem obdobju, v katerega sem stopil. Ne. Ko sem šel v gimnazijo Brežice, seveda sem naprej še bral, ne, knjige si izposojil iz brežiške knjižnice, ampak tisti ni bilo z mene dosti. Ne. Nisem si pa mogel več iz osnovne šole, ker nisem več osnovne šole. Mi je pa sestra domov nosila. Ne. Tako da sem prebral vse, kar sem imel, zdaj ne vem, ali so ti kdaj rekli, dali kako značko, da si vse knjige iz knjižnice domov odnesla, ampak ne, to je mene v tem smislu peljalo v svet knjig in v zdaj vse te številke. Ne. To zdaj za nazaj recimo odkrivam zavestno, ko razmišljam, odkot se je to znašlo vse. No in ko si prej tako lepo omenil svoj priimek, ki ti je prinesel številne pluse, ne, si ga zdaj tudi spremenil v angleščino oziroma si dal tudi prihodnosti, ne, tak poseben, ja, tako to še morava, da ne bomo. Jaz sem zdaj začel z dvema velikima serijama knjig. Ena serija knjig o slovenski diplomaciji, sem že pokazal, tole pa 10 knjig, pa 500 strani v naslednjih 7-8 letih. Hkrati pa z eno serijo knjig v angleščini o temah iz diplomacije, ki so meni blizu. Ne. In ta serija slovenska se imenuje Diplomacija in slovenstvo, tule piše gor, pa prva knjiga. No tole, ker je pa v angleščini in tale knjiga recimo na Amazonu jo dobite, če kdo hoče e-book knjigo brati, pa kupiti, je zelo pocen tam, ne, ta ni pocen tako. Sem razmišljal, kaj dati, da bo nekaj izstopajočega, da bo potegnilo za svetovno publiko. Moraš biti danes kot ambasador, moraš biti performer, moraš biti advertiser, moraš imeti ta feeling. In sem dal naslov zbirke The Badger School of Diplomacy. Badger je jazbec, ne. Evo. Tole je pa, rumeno je seveda jazbec, ne, in potem se ločijo slovenske knjige od angleških. Zdaj pa, da tisti, ki bodo rekli, kaj se pa ta zmešljuje, ne bodo to govorili, bodo tole videli, jaz seznam mojih knjig o diplomaciji, ne, tudi v tej, recimo. Torej, to je pa zdaj nek vrh, če lahko tako rečem, ne. Kot rečem, v naslednjih 8-10 letih bo vsake zbirke nastavljenih 10 takih knjig in bo to ena velika serija, opus, v katerem bom obdelal slovensko diplomacijo, v nulo, kot se danes reče, ne, teme iz svetovne diplomacije. Na ta način bo to promocija slovenske diplomacije, pa tudi en dokaz, da se v državah, ki niso velike, ne, da padeš na kolena, ko jih vidiš, se najde znanje, ki lahko nekaj prispeva v svetovno zakladnico, v tem smislu diplomacije. Jaz sem veliko razmišljal, da bi se povezal s kako tujo založbo, da bi to obe serije imel, ampak seveda te velike založbe so nečimerne, se izmišljujejo in ti si tam ena stranka, nič več. In potem sem se odločil, da bom to naredil slovensko založbo, založba Kulturni center Maribor, torej slovenska založba, ki objavlja knjige slovenskega avtorja o diplomaciji, ki je referenca in ki so lahko odmevne v svetovnem globaliziranem prostoru. In zdaj se vrnem nazaj na tisto pohanco, po osnovno šolo in kar smo tudi nekrat na šoli naredili projekt, v življenju lahko vsakdo uspe. Uspešen si lahko takole, uspešen si, če razviješ Ivan, kako je že delavno, če si tak majster kot ti, ali pa karkoli. Torej vsak lahko najde uspeh. Seveda treba pa mu je to omogočiti, starši morajo imeti neomajno vero v otroka, šola ga mora podpirati, ne. In jaz sem vesel, ker vidim, da je veliko tega spoznanja danes v slovenski javnosti, drugje stvari ne gre, ampak vidim pa, da je tega zelo veliko. In ko se pogovarjam z mladimi, vidim, da več ali manj vsi tako razmišljajo, no. Pa to, kar je ta beseda, o kateri veliko govorimo, ampak danes smo jo zelo uresničili, se pravi spoštovanje, sodelovanje, ne. Vsak pač nekaj zna in potem, ko se sodeluje, vsak nekaj pripelje. Tako da res hvala osnovni šoli Artiček, ker nam je posodila knjige, smo jih dali tudi v vitrino, ker danes so tukaj zato, da jih vidite, berete jih pa lahko, ko jih vzamete iz knjižnice, ali pa še boljše si lahko danes tudi kakšno kupite. Z nami je tudi direktor založbe, gospod Hedl, Aleks, je tako? Ja, tako in tudi urednik, da gospod, ja, Peter Dobaj, se pravičujem, sem prebrala in pozabila, da to je pa ta dobrodošla, tako da sta tudi ona dva z nami in tam pred prostoru so knjige tudi na voljo, ker bomo... No, da en stavek tule. Ja, prosim. Ko smo se začeli pogovarjati o teh knjigah,
sta se spomnila, ne, Dušan in Peter, imamo zdaj, založba ima zbirko Diplomatic Press. Torej, ni treba iti v Washington, na Japonsko, nekam, da lahko bereš knjige o diplomaciji, ki nekaj štejejo. Ne. Tako da tukaj imamo tudi nekaj mladih, ne, tako da lahko že zdaj počasi s tem branjem razmišljajo, kam jih bo svet ponesel. Zdaj bi pač to zadnjo točko glasbeno, ker zelo lepo se povezuje s tem, kar si povedal. In sem jaz vmes razmišljala, da ni naključij, ker ta skladba ima pa naslov Continuum, ne? Se pravi, nič se še ni končalo, vse se še nadaljuje. In tako, mogoče ne ravno vedno v neskončnost, ampak tudi ta naš okrogel prostor, ne, se ne neha. Tudi naš pogovor se ne bo tako nehal, oziroma počasi ga bova zaključila, oziroma po skladbi, po tem glasbenem delu, hvaležni smo glasbeni šoli Brežice, naši sosedi, ki se vedno odzove na naša povabila. Pa mislim, da je dobro tudi za mlade glasbenike in glasbenice, da včasih so del kakšnega takšnega dogodka, ne, da dobro poslušajo in da smo mi hvaležni, da so z nami, in verjamem, da so tudi oni hvaležni, da imajo priložnost nastopati pred tako odlično publiko. In tukaj imamo izjemno talentirano mlado citrarko Lucijo Pšeničnik in njeno mentorico Anito Veršec. Ta skladba pa je res, to je nemški avtor, je nemški, aha, tako. Gre pa za naslov Continuum, tako da tako lepo bo zaključila, oziroma ta del. Po tej skladbi boste imeli pa možnost kaj vprašati ali pa komentirati, kakšnih 5 minut, potem pa bomo nadaljevali tako, kot smo navajeni.
Najlepša hvala. Mi imamo darila za naše glasbenike, ampak kaj ste že pobegnili? Katarina Petrič in Martin Urek, ste še tukaj? Sta šla, če bi vedela, bi jim že prej dala, bomo pa prosili Lucijo Pšeničnik in pa njeno profesorico, mentorico Anito Veršec, da potem dasta še ostalim 4. Anita Veršec je tudi pomočnica ravnatelja, tako da hvala lepa. Ja. Tole pa izvoli še za preostale. Tako. Hvala lepa glasbeni šoli Brežice. Zdaj pa je čas za kakšen komentar, vprašanje, če želite. Veš kaj, morda za to ogrevanje, za kako vprašanje, niti povem, 2 stavka dodam. Tamle so 3 debele knjige, to je trilogija mojih izbranih prispevkov iz 30 let o marsičem, ne? No in druga knjiga, prva je o diplomaciji, druga so domače teme, tretja je varnost in obramba in druga knjiga so domače teme. Drugo knjigo, ki je išla leta 2021, sem posvetil naši osnovnošolski generaciji leta 71, letnik 71. Nisem uspel še priti do tega, da bi te knjige vsem dal, tako da sem rekel, bom danes tole povedal. In jaz upam, kak je mesec od 2, recimo Marija, bom jaz te knjige imel, pa se bom nekaj oglasil pri tebi, pa jih bomo tam deponirala, dala tako, da bo vsak dobil. No, to se mi zdi taka gesta lepa, no, ker smo se izjemno dobro razumeli, no, tako da ne vem, če se je to še tako dobro razumel, kot smo se mi razumeli. No, zdaj k temu moram pa seveda dodati, ker je tu veliko sošolc gimnazije, drugače tega ne bi rekel, seveda, ne. Nekaj si poznal, bi lahko povedati, izredno smo se razumeli, poznal bi si povedati, kako smo bi znali. Ja, se to je del tega, ne? To je del tega, ja. No, gimnazijska generacija, ki bomo pa imeli drugo leto veliki jubilej, pa pripravljamo knjigo o tem naši generaciji, bomo na ta način tudi obeležili, kako bi rekel, to Gaudeamus, ne? Pa Duško ima. Ne. Je že, uredniški odbor že dela, ne? Ja. Dobro, smo že malo začeli klepetati, a ne da? Tako da bomo zdaj kar naredili še ta zadnji uradni del. To pa je še naše darilo tebi, a ne da? In pa jaz sem pa tokrat zbrala nekaj, kar pa je iz mojega rojstnega kraja, ker jaz sem tu z majhne vasi, nisem toliko uspešna kot ti, ampak sem pa, no, sej, ljubosumna. Ne, ampak jaz sem tu z male vasi, z velikim srcem, to je Podbočje, na Kranjski strani, ne zelo daleč. In tam tudi odlično razmišljajo o tem, kako lahko iz dediščine v sodobnosti marsikaj naredimo. In to je poseben loncenosec, poseben podboški cegel, podboški cegel, ki se ga uporablja na različne načine. In jaz verjamem, da ga boš ti uporabil na vse prave načine. Tako da pa boš imel to spomin na ta večer, če se lahko. Hvala lepa. Ampak zdaj, ki si rekla Podbočje, moram še eno anekdoto povedati. Da sem bil v Krškem na Pivnici zaposlen, 2000 pa še nekaj nas je bilo, 5 Milana Jazbeca je bilo. Moj oče, jaz, potem še en oče pa sin, nič smo sorodniki, pa še en Jazbec Milan s Podbočja, bil toliko večji od mene in ki je bil toliko večji, je bil tudi boljši v košarki, seveda. In potem je Podbočje bilo v neki regionalni ligi in seveda ti si je šibo košar še bolj kot jaz. In smo rekli, si dober, a si dober igraš, ne pa, torej sem mečkin slave na račun Podbočja potreboval. Si to dobro, no, vse to najpomembnejše. Tako da hvala lepa. Pa Vesna, je tudi Bogovič, je rekla, da ima nekaj zate, tako da je še... Ja, šola Rdiče zelo dobro se zelo vezmila nam.
naš bivši učenec, ne moj, naš, na to smo zelo ponosni, pa veseli, izredno veseli smo pa tudi zato, ker je on ponosen na našo šolo in na naš kraj in na glavnem učence in vesel pa v taki meri, da želi svoje izkušnje, ki jih je pridobil kot veleposlanik, kot pisatelj, pesnik, predajati mladim in jih navdušiti in jim povedati, da vsak lahko uspe v življenju, če ima interes, če si želi, če ima voljo, trud, če se trudi, podporo, okolice in da se tega ni treba bati. In da vsako delo je častno delo in to skozi pogovore z našimi učenci predaja to svoje poslanstvo, kar je res izrednega pomena. Velik pomen ima pa tudi to, da svoja knjižna dela, ki jih je ustvaril, hrani v naši knjižnici. Prav posebno knjižno polico smo odprli in z tudi napisom, da je to knjižna polica našega bivšega učenca Milana Jazbeca in to tudi na nek način govori našim učencem, kaj lahko, če si želiš, oziroma če si tudi sposoben v življenju ustvariš. Imam tudi jaz danes darilo za tebe, hitro pravo, ker sem slišala, da si na slabem glasu. Mednica je, tako da ti bom malo to pobožalo, prondrlo, da bo čim prej dobro. Tako da čestitke za 80. knjigo in sem že razmišljala, da bomo mogli reči županu, da ima 2 leti časa, da obnovi našo šolo, da dobimo večjo knjižnico, da ima večjo polico, ker hitro. Dobro, še enkrat hvala vsem vam, hvala tebi, da si prišel spet malo domov, tudi v ta muzej, ki je tudi en delček tvojega doma. Hvala lepa, da si vse to delil z nami in želim sem na en krasen večer. Naj se ne konča, čas imate, Milan ima čas, zdaj bo spil vso medico, pa bo spet pri glasu in lahko še lepo uživamo in v pogovoru in v druženju. Hvala lepa.